ime je Dejan Sukič. Po izobrazbi sem ne tipično za kmeta zlatarski mojster. Star sem 32 let. Naša kmetija obsega 20 hektarov, 17 hektarov je obdelovalne zemlje, ostalo so gozdovi. S tem, da je kmetija ločena na dva dela. Na konvencionalni del, ki ga obdeluje oče, in na ekološki del, ki ga obdelujemo jaz in Karla. Jaz moram reči, da je ta ideja o ekološkem delu v bistvu zrasla na najnem zelniku. Torej bila je moja in Dejanova ideja. Je pa res, da pa je Dejanova starša sta bila tista, ki sta nama prisluhnila in nama v bistvu, bom rekla, odstopila del njiv, ki smo jih midva potem najprej dobila certifikat za preusmeritev, kasneje pa tudi ekološki certifikat. Ja, glavna ideja je bila, kako olajšati delo na kmetiji, da v čim krajšem času naredimo največ. Zato smo s prijateljem Danijem Vogrincem prišli na idejo, da naredimo kombajn. Kombajn za pobiranje konopljinih cvetov. Na to smo ga nadgradili, da lahko z njim žajemo tudi kamilice in ajdo. V bistvu vse, samo da dobimo cvet za pridelavo čaja. V tej ideji smo združila 3 stvari. Prva, kaj je danes najbolj pomembna, je, da smo prihranili na času. Ker pred leti smo naredili koso za rezanje teh cvetov, ki je porabila dosti časa. Tam sem, na primer, za enaki izplen sem porabil 2,5 ure. Zdaj pa, na primer, s tem kombajnom to do enakega izplena prijemo v 15 minutah. Prvotno stanje kombajna smo čisto spremenili. Od mlatilnega bobna do sit, vse smo odstranili. Potem smo zmontirali tekoči trak, ki vso maso pripelje do zbiralnika, ki je tudi povsem na novo dograjen. Določene segmente z mehanskimi deli smo nadgradili v bistvu z hidravliko. Ja, Dejan je poln idej. Včasih ima malo nore ideje, ampak vse njegove nore ideje smo tudi izpolnili. Delati z njim je bilo dokaj zanimivo. Zanimivo je tudi to, da se niti enkrat nismo skregali. In najbolj zanimivo je to, da smo v projekt verjela na začetku samo mi dva. Ostali so vsi rekli, to je neizvedljivo. Po leti dni imamo produkt, ki dela, smo že letošnjo sezono odžela, tako da barvala pa ga ima to zimo. V naši ponudbi imamo sončnično olje, ekološko hladno stiskano konopljino olje, potem imamo 2 vrsti bučnega olja, in sicer ekološko jedilno bučno olje, pripravljeno na tradicionalni način, potem ekološko bučno hladno stiskano, ričkovo olje in pa laneno olje. Zdaj, mi probamo pač biti v teh naših produktih, bom rekla, inovativni v tej meri, da delamo sveža olja. In to poskušamo, bom rekla, nekako izobraziti tudi naše kupce na sejmih, na ekoloških tržnicah, da je to namreč zelo pomembno. Prvi cilj nam je, da skozi zimo uredimo prodajalno naših izdelkov. Kmetije ne nameravamo večati, jo hočemo ohraniti v tem obsegu. Ja, poskušali bomo nekako dati dodano vrednost, bom rekla, še našim izdelkom. Načrto imamo tudi pridelavo, še večjo pridelavo čajev, zdaj glede na to, da imamo tak inovativen kombajn, ni dvoma, da nam to ne bo uspelo.